Dober večer želim. V kavni krog ste povabljeni, veste to? Se diši, a ne? Najprej, preden začnemo, tisti, ki še nimate kave, prosto se lahko sprehodite do, mislim, da je naša kolegica Špela. Ela. Špela Ela. Ela Špela. Skratka, da lahko pridete do Špele in... Malce hecam. In Ela vam bo ponudila kavo. Skratka, dobrodošli. Z nami Barbara Hanuš, avtorica Kavnega kroga in pa tudi druge knjige Od 7 do 97. Prvi naslov je veliko manj skrivnosten kot drugi. Tudi drugi naslov bomo razkrili skrivnost malce kasneje. Zelo sem pa vesela, da smo iz Maribora totega uspeli dobiti našega Toneta Partljiča. Tone, pozdravljeni. Ne morete ploskati, ker imate kavo? Na tisti, ki je nimate. Verjetno, ko sem razmišljala, kaj je skupni, bom rekla, imenovalec vsemu temu, o čemer bomo danes govorili, bi lahko rekla, da se skriva že pravzaprav ta magična beseda v naslovu današnjega dogodka. Namreč, ko kavo pijemo, si vzamemo čas. Ko se staramo, se čas drugače začne nekako obnašati do nas in mi do njega. Se mi zdi, da je ena največjih modrosti v življenju to, da se zavemo, da je čas edino, kar imamo, zares. In ko časa ni več, ni ničesar več. Tako da Kavni krog je pravzaprav knjiga, ki pripoveduje o tem, kako, ko se postaramo in dobimo ta dodatni čas, če ravno, poznam kar nekaj upokojencev, ki so popolnoma brez časa, uštevši našega Toneta, se mi zdi, ne? In Barbara še ni, ampak mislim, da bo Barbara taka upokojenka, ki ne bo imela časa. No, ampak ravno o času Barbara pravzaprav začne eno bistveno misel. Namreč, starost je globoka zima. Če dolgo živiš, postaneš odrevenel, bel, tih. A ne nujno, ne vedno. Tisto poletje, ki si ga skril v sebi, zeleno drevo, na katero je sedla ptica, šum listov v vetru, zven pesmi, smeh otrok, vonj pokošene trave, vrtnic in pečenke, objem valov, nemir burje in mir, ki te prevzame ob božanju mačke, vse to, kar si občutil nekoč, je lahko še tako živo, da daje barvo, zven in vonj tudi tvojim zadnjim dnem. Darilo, ki ti ga da starost, je čas. Veliko, veliko časa. Sedijo ob kavi in govorijo, druga drugi, a tudi kar vsaka sama sebi. Njihove besede so včasih pogovor, drugič zgolj samogovor. Kava diši, vroča je, močna in sladka. Takšno naj bi bilo tudi življenje. A Nada pije grenko. Črno kavo z belo penico na vrhu. Črno in belo, grenko in sladko, vse se prepleta. Po tej prvi strani pravzaprav bi lahko začeli razpravljati, ne nehali, ker če je čas tisto največ, kar imamo, in če se pridruži še kava, pravzaprav je že v redu, nastane neka čarovnija, ki si jo Barbara, mi da se bova tikali, dovolite nama, na nek način vpisala v to tvojo knjigo. Tu gre za kar nekaj različnih karakterjev, rekla sem že, da ženske dekleta v zrelih letih se zbirajo in ne samo, da govorijo druga z drugo, predvsem govorijo tudi same s sabo. Zakaj se ti je zapisala ta knjiga, Barbara? In izšla je pa pri založbi Hart, ki nas danes tako lepo tudi s kavo gosti. Želela sem poudariti tiste stvari, ki so ob staranju tudi lepe, dobre, vesele. To se pravi, jasno je, da naše telo ne zmore več tistega, kar je v mladosti, da se malo spremenimo, ampak hotela sem poudariti, da vse to, kar smo v življenju doživeli, da je nekje v nas in da to, tako kot sem rekla, daje barvo in zven tudi starosti, tudi temu obdobju tretjemu življenjskemu. Meni je zelo všeč besedna zveza radostno staranje. Torej, če smo zmogli eno radostno življenje
In če smo zmogli tiste občutke, kako je lahko so stvari fine, imeti v določenih obdobjih življenja, kako lahko potem to vse prenesemo tudi v starost in ni nujno, da samo stokamo in razmišljamo o tem, česar ni več In kaj nas boli? in kaj nas boli, ampak da lahko zelo lepo razmišljamo o tem, kaj pa zdaj, ko se je malo drugače začelo vrteti življenje, kaj vse imamo. No, zdaj bom predala besedo, oziroma bi dali besedo Tonetu. Tone, prišepnili so mi, da v Mariboru v enem od domov za starostnike organizirate bralne krožke, bralne kroge. In verjamem, da si najprej poveste, kaj vas boli, ne? Ali pa si oni povejo. Potem berete si, seveda, če je bralni krog. O čem se pa posebej pogovarjate? Kaj je tisto, kar... In mogoče še pred vprašanje, kaj vas je pripeljalo do tega, da ste ustanovili ta krog? Ja. Čim bližje. Sem v 83. letu, ne? Pa hodim malo gledati, kako bo čez pol leta, 1 leto ali 3 leta. Ne? Potem vam povem, da grem rad tja zelo in ko pridem skozi vrata, ne bi človek verjel, k meni prelaufa 15 žensk. Joj, sam da ste prišli, koliko sem srečna, me objemajo, vse so 2-3 leta starejše od mene, ne? Jaz sem za njih mlad. Bi sicer popravil, ne gre za dom v Mariboru, to je v Slovenj Gradcu, ker so me tako povabili na en literarni nastop, je en poseben dom, nek denar dobil z Evrope in je nek pilotski primer, kakšni bi naj bili domovi v prihodnosti, ker imamo zadrego s tem, preč je premalo iz bolnišnic, kar tja ljudi vodijo in je tam en tak poskusnik, ki ga tudi vodijo pa nadzirajo še od drugod. In sem tako imel za Ferijem Lajnškom, pa tam blizu je Adi Smolar doma, pa jim hodi pet, so me povabili in so mi pokazali eno knjižnico z enimi 4000 knjigami po abecedi tako in jaz sem, kaj pa vem iz nečimernosti, sem rekel, kaj Partliča imate kakega? In niso imeli. In je bilo direktorici tako neprijetno, pa sej, zakaj pa bi, me razumete, ne? In ko sem rekla, če me lahko čez 1 mesec povabi, da bojo že knjige, in ko sem prišel tja, so imeli en velik nastop in so mi povedali, da so ustanovili bralno značko Toneta Partliča. Čeprav bi to mi lahko špeh rasel, ne, me je bilo tako groza, jaz sem bil enih 8 let predsednik slovenske bralne značke za otroke. Zdaj pa so rekli, tu so ga zamenjali, zdaj si je pa šel svojo značko ustanoviti. Ampak že 10 let hodim torej nekajkrat na leto na srečanja bralne značke, tako da bi se pokazal, da nisem tako egocentričen. Potem si izberemo pisatelja sezone. Tam niti ni težko, je Voranc, je Meško, Matjaž Pikalo in tako dalje. Tako da beremo druge. No, zdaj pa, če bi šel malo k Barbari. Nisem je tako zgodaj srečal ali pa si jo zapomnil, čeprav je bila na kakih seminarjih. Ko sem pa prihajal tja na bralno značko k Manci, pa k dekletom, ki tam vodijo, so skozi govorili o Barbari Hanuš, skozi so govorili o njej. Pravzaprav sem prav vedel, za koga gre, ko je prišla po mene peš do mojega avta in me odpeljala z Frančkom v Banja Luko. Veliko, vam grem že na živce? Ja, veliko elementov bi bilo, da bi mi šla na živce. Jaz sem bil sam pisatelj 7 let, imam sestro pisateljico, učiteljico, ki je poročena z učiteljem, ima ta 2 hčerki, obe sta učiteljici. Jaz imam ženo, ki je učiteljica, ima brata in sestro, oba sta učitelja, oba poročena z učitelji, obe družini imata 2 otroka in vsi so učitelji. Nas je 17 za veliko noč učiteljev. In torej me ne vleče najbolj na svetu k njim.
Vleklo pa me je v Banja Luko, kjer sem že bil, potem so eno mojo komedijo tega socialističnega kolaka so igrali v Banja Luki in sem se zelo veselil. Vozil je Franci, torej njen soprog, in sem videl, da je Barbara, čeprav je v tujem okolju, tam ne samo priljubljena, ampak neke vrste pojem. Tja je prišlo iz časa fašizma 99 družin, piše, iz Primorske so pribežali. In njihova, ne vem, tretja ali četrta generacija zdaj hodi k njej v več slovenskih šol. Ena je na Slatini, tam sem bil pa v Banja Luki. Toda kar me je šokiralo, gospa, je bilo, da je imela slovenščino tudi, meni se zdi, za 80 Bosancev, ki so bili raznih, vseh treh narodnosti, ki pač tam so. Tisti so vedeli, da je dobro, da se naučijo slovensko, ko bodo prišli v Slovenijo delati. Vi se spomnite, mi smo rekli, nikoli več čez Kolpo, železno zaveso, kak jih zdaj rabimo, jih prosimo, če pridejo. In ko pridejo, imajo pot do državljanstva, morajo pa opraviti en izpit iz jezika. In so hodili k Barbari, disciplinirani, navdušeni nad njo. Tudi slovenski otroci ali pa potomci Slovencev, ne samo, da je logično, da imajo otroci radi učiteljico, njihovi starši so se hvalili z Barbaro. Potem so rekli, da Franček ni nič slabši, da je odličen, čeprav ni učitelj, da ji doma pomaga in da peče odlične štrudle. In je res na eno družabno srečanje smo jedli njegove domače štrudle in meni je bilo žal, Barbara, ko smo morali oditi. Ti si mi pa se priliznila, čeprav sem bil tako malo, sem vedel, da pišeš slikanice, pa tudi moče sem na dva strokovna tvoja, ker si bila tudi knjižničarka, prebral, nisem pa poznal nič k temu, čemer bi rekel leposlovja, ki ni slikanica. In grem prebrati najprej ta Kavni krog. Pa berem, pa mal, da mi ne, bi si kar skoraj mislil, da bi mi moral začeti iti na živce. Je vzgojen, starost je lepa, izkoristite jo. Ljudje so z vsemi žalbami namazani, tudi o njihovih slabih lastnostih piše, o tem, kako je pa grozno biti sam v sobi in potem pripelje tudi, da ne rečem, do smrti ali do česa, kar tudi na nek način napiše, da je človeško in sprejemljivo, kakor tudi res je. Bi torej rekel, učiteljska knjiga, vzgojna knjiga, da ne bom rekel didaktična, kar pri vsaki drugi knjigi napademo, je tu name vplivalo, mogoče bom zdaj vseeno malo rekel več, da ne rečem, Barbara, katarzično. Nisem verjel, da je lahko taka knjiga tako umetniško polna in humana, in čeprav je na nek način, ko se enega tam obsodijo, da je že malo dementna, pa je nekaj izgubila, pa reče, on mi je vkral, pol se pa na koncu tudi to lepo čeprav bi rekel, torej celo neke vrste happy end, Slovenci pa nismo nagnjeni, mi pri nas se moraš jokati na koncu, si srečen, če si nesrečen. Pri njej se pa izteče torej v happy end, izteče se v neko etično in moralno poanto, človeško razumevanje. Zdaj bi se ti že malo prilizoval, če bi rekel, da sem se skoraj jokal, ampak sem bil skrajno presunjen, obe knjigi sem prebral 3-krat, tudi zdaj, včeraj sem jih bral, da bi tu kaj pametnega povedal, pa naj povem, da nimam kaj. Tudi pri drugi bi mogoče, bi rekel, oblikovno jo še bolj pohvalil, Barbara, od Vraga je enega, od 7 do 97 je naslov, je pa druga, fenomenalno, če je kdo bral, je tam nastopa en mlad fant, ki so bo pravo mamo vzeli, ga dali k rezervni mami, jo sovraži, je pubertetnik in je razdiralen in negativen skozi in skozi. In zdaj spremlja tudi druge, tudi eno gospod, ki je stara 97 let, ampak ga nekako spremljamo, in vse osebe se izkažejo povezane in tudi njega
z literarno maniro, sem ti rekel, vse bi mi lahko šlo na živce, ti prepelješ ven cvet na koncu, da imam skoraj solzne oči. Najbolj tudi zaradi tega, ko ta je stara gospa pripravljena za smrt, pa tudi drugi vejo, zdaj bi umrla, daj mu ji mir in ni nobenega cirkusa okoli tega. Pa samo še to rečem. Vidim tam njenega vnukeca Svita, ja drži, en mali človeček in 97 let stare ženske. To so za mene od nekdaj, še ko sem bil učitelj, zmeraj 100% ljudje. To ni malček. Ko ga je strah kot mene. Ko je besen, je jezen kot jaz. Če ni mame, je obupan tako. In ti stari ljudje ravno tako. Kaj se pa pogovarjamo? Nič takega. Moje ženske, ampak tudi je nekaj moških, največ se z njimi pogovarjam, pa tudi ne veliko, ker je tam pol moram za to šefico biti. Mi se vse hvalijo, kakve fine sinove imajo, kakve funkcije. Veste, kaj je moj sin? Na ministerstvo pošto nosi. Da smo mi spod Uršle gore tja prišli. Drugi se hvali, ne vem, moje sorodnik onega, ki je v reprezentanci. Vsi ti si neko veljavo iščejo malo. Jaz sem te službe upravljala, največ pa na nek način preko otrok. Zelo jih res, jaz še imam, hvala Bogu, ženo, upam, da bo dalje živela kot jaz. Jaz nisem sam in osamljen. Vidim pa, kako jih boli, ko gre kdo v svojo sobo, ali pa če ne pridajo ljudje na obiske, koliko so ranljivi. Tako da se mi zdi, da ne to, kar mora država narediti, da je vsak od nas bi moral imeti en občutek do take, jaz sem ravno eno knjigo, tam je pri otroci v vojni, pa si gledam Madonna, cela pol mesta v Siriji porušeno, ogenj gori, eksplozije, en mali otroček, ne zastopi nič, zakaj gre. Kliče mama, pa kliče lačen. In se mi zdi, da bi nekako, me ne čudi, da se zdaj na stara leta ukvarjam z njimi in z odraslimi. Bral sem tudi v zaporu in z otroki, ki potrebujejo neko posebno, eni pravijo hendikepirani ali kaj. Se bom šel v Maribor, pa me ne boste več videli. Veste, da živim v neki iluziji in 3 leta sem ženi že rekel, Milka, veš, se mi zdi, da sem malo boljši človek, ko sem za temi starimi ljudmi, pa s temi restanti, pa s temi prizadetimi. Tak je moj odnos do vsega tega. Tone, hvala. Tone, rekli ste, se mi zdi eno ključno besedo, ranljivi. Če si želimo priznati ali ne, tako kot je 7-letnik ranljiv, tako je 97-letnica ranljiva, tako sem ranljiva jaz, ki jih imam dobrih 40. Zakaj ne? Ker smo vsi ljudje. In kako zelo pomembno je, ko to ranljivost včasih nekdo nagovori. Tako preprosto, kot je, ne vem, z enim pogledom, z enim mogoče enim darom, ki je njemu zelo malo, temu človeku, ki je pa nagorjen, pa ogromno. No in preden te vprašam, Barbara, odkot vsi ti liki, ker jih je kar nekaj in niso samo ženske, so tudi moški, ki pišejo verze, če lahko verjamete, in to mladi moški, in so moški, ki so pokopali 3 ženske, od vsake je dobil kravato, ampak veliko je pa tudi žensk. Ena od njih pravi, da je Kamnik Rok kokošnjak, ampak dober kokošnjak. Naslov Srečke. V domu je vsaj enkrat na leto srečelov. Vsaka srečka prinaša dobitek. Kupujejo jih oskrbovanci in obiskovalci. Podjetja podarijo različne stvari in s prodajo srečk dobi dom nekaj denarja. Srečelov je, ko srečo loviš in napeto čakaš, kaj dobiš, je rekla Ada, ko je čakala v vrsti za srečko. Sonja je že videla svoj dobitek. Poglejte, šah sem dobila. Pa ga znaš igrati, jo vprašajo. Ne, se ga bom pa naučila, nikoli ni prepozno. O, nova knjiga, je presenečena Zarika. Rada bere in kar takoj poišče očala, da lahko prebere prvo stran. Dora si začudeno ogleduje svoj zavitek. V njem sta loparja in pernata žogica za badminton.
Si me predstavljate, kako skačem z loparjem, se smeji. Dobitek da Daretu, naj on igra badminton s svojo ženo. Kakšna je ta krema, sprašuje Marija, ko pogleda v svojo vrečko. Proti gubam, ji pojasnijo. Kakšnim bubam? Proti gubam, negovalna krema, ki zgladi gube, pove Nada. Marija je zadovoljna. Zlahka si zamišlja, da bo njena koža spet kot dojenčkova. Prav gotovo je zadela najboljši dobitek. Tudi Ada misli tako. Dobila je pisemski papir, barvice, svinčnike in nalivne pero. Pa prav jaz, ki tako rada pišem in s svojimi rimami na smeh in na obraz vam narišem, se veseli. In tako naprej. Janko recimo je dobil bon za 2 pici in zdaj ima težavo, kako povabiti nekoga. Skratka, tako zelo, jaz imam doma 11-letnika, ki se zdaj sprašuje, kako bo Niko iz sosednjega razreda povabil, ampak Janko ima iste težave. Barbara, odkot vsi te liki, ki so tako resnični, da bi lahko, ne vem, našla v svoji ulici Zariko? Ali pa, ne vem, v svoji družini, kjer ni učiteljev, neko, ne vem, Ado. Odkot so to živi ljudje? Je to ena mešanica? Vse življenje delam z ljudmi in delo z ljudmi te resnično napolnjuje. To je nekaj najlepšega. Imela sem možnost, da bi tudi se zaposlila na uredništvu, pa sem rekla, ne, jaz moram ostati v šolah. In šola seveda niso samo učenci, so tudi kolektivi, so starši, so vse sodelovanja z vso skupnostjo in vse okoli. Predvsem pa mislim, da tudi to delo v Banja Luki, da je pa odprlo izjemno široko paleto nekih likov, kajti to poučevanje v Banja Luki to pomeni, da nisi učil otrok, ampak si učil od ljudi od 5 let starosti, so bili najmlajši, do gospe, ki je pri 85 prvič v življenju naredila slovensko bralno značko. Gospa, ki ni bila nikoli v Sloveniji. In to so bile tako navdihujoče zgodbe. Če si ti s srcem učitelj, se te vse te zgodbe izjemno dotaknejo. In nobena oseba tukaj seveda ni posnetek neke osebe, noben lik ni ena oseba, ki sem jo spoznala, ampak te občutki teh ljudi, kako doživljajo svet, kaj se sprašujejo, kaj si želijo, kako vidijo, to je pa v vseh zgodbah nekako bistveno. Torej, Janko ni resničen Janko, ampak ima veliko značilnosti enega mojega starega strica in enega gospoda, ki je bil na hodniku v Banja Luki, ki me je srečeval, in enega gospoda iz Bleda. To se pravi neka strašna kombinacija likov, ne pa ena sama oseba. Ampak ljudje me pa zelo zanimajo. In se mi zdi zelo prav tako užitek opazovati, poslušati, se pogovarjati z ljudmi, kaj čutijo, kako, zakaj, in to mislim, da sem nekako ujela v te zgodbe. Absolutno. Dvakrat sta že omenila Banja Luko. In zdaj je pa res čas, da povabim tamle še en stol prazen. Gospod dekanjo Filološke fakultete iz Banja Luke, gospod Biljano Babič, lepo prosim, če se pridružite. Namreč Biljana je tista, ki je naredila slovensko Barbarino čarovnijo srbsko. Namreč prevedla je v srbščino, to je prvi prevod. In hkrati, Biljana, vaš prvi prevod, kar sijete, ne? Res, mislim, rekli ste, da ste res veseli. Mi, da se bomo pogovarjali, kar jaz bom spraševala slovensko, vi povejte po vaše, pa če bo treba, bomo pa prevedli. Torej, kaj se je zgodilo, da je nastala Uska fukavni krog? Hvala lijepo, pozdravljam sve prisutne. Meni je izuzetno drago što sam večeras uspjela od različitih obaveza da ipak dođem. Naravno ste iz Banja Luke danas, ne? Jeste, jutro smo krenuli iz Banja Luke i uz razne peripetije usput ipak smo stigli na vrijeme. Hvala. Već 10 godina ja prevodim. Uglavnom su to dokumenti, naučne monografije, stručna knjiga, pedagoška, filološka. I kada je Barbara i Udruženje Slovenaca Triglav iz Banja Luke se javilo i reklo da ima književni prevod, bilo mi je drago. A bila sam pomalo i opterećena kako sad poslije te dokumentacije i tih stručnih termina treba da se uhvatim u koštac sa literarnim tekstom.
Međutim, neobično drago mi je bilo i svaka pričica u okviru Kavnega kroga je pravo iskustvo bilo i pravo zadovoljstvo. Knjigu možete brzo pročitati u jednom dahu, ali ja to ne preporučujem. Svaku priču treba nekako preživjeti i proživjeti. Onda ćete imati pravi doživljaj. Možda nekim tempom kojim sam ja prevodila, tokom ljeta sam prevodila ovu knjigu i kažem zaista najzanimljiviji dio bio mi je rima, jer ovo jest prozni tekst. Ovo je prije svega prozni tekst, ali tu ima i malo poezije, da tako kažem, pošto je jedan od likova, odnosno dva od likova, Ada jeste, najčešće Ada, upotrebljavaju i rimu. Upotrebljavaju rimu. To mi je bio najveći izazov i tu sam, boga mi, potrošila najviše vremena. Pošto treba napraviti rimu u srpskom jeziku, a da se smisao ne pogubi, kao u slovenačkom. I tu mi je zaista Barbara pomagala. Svaki put kad je trebalo, bili smo na vezi, preko Zooma, preko Vibera, sve smo varijante iskoristili. Znači, knjiga me oduševila, preporučujem je zdušno svima i uz ovu opasku da se čita lagano, ali kako god. Hvala. Biljana, Tone je prej omenjal ta projekt, ki pač tudi Evropa seveda skrbi za medgeneracijsko povezovanje in te stvari. Tudi vi ste imeli en projekt v domu za starostnike oziroma za starejše ljudi. Zakaj je šlo? Je bilo v smislu v skafu ali kaj drugega? Pa to iskustvo, znači to je bio projekat koji smo mi nazvali Naše zlatno doba. Odnosio se na dom penzionera, odnosno korisnike doma penzionera, dom upokojence, u slovenščini. I to iskustvo iz 2018. godine itekako mi je pomoglo u prevođenju ove knjige i u razumijevanju, da kažemo, te uzrasne skupine. Tu smo radili sa grupom od 10 ljudi, bilo je zamišljeno 10 penzionera da nam bude eksperimentalna grupa i svi su nas ubjeđivali da nam projekat neće uspjeti. Vjerujte mi, znači svi su iz doma pričali, neće vam uspjeti, oni su pospani, oni će vam napuštati oni će vam napuštati vaše radionice i prvo predavanje je održala moja sestra koja je ljekar porodične medicine. I živi u Sloveniji? I sada živi u Sloveniji, tada je još bila u Banja Luci. I ona im je, budući da je to populacija koja je njoj bliska, ona im je prišla na onaj način na koji samo jedan zdravnica, ljekar može da priđe. Oni su se oduševili. Do kraja projekta, koji je trajao 3 mjeseca, mi smo imali 25 polaznika. Direktor doma penzionera je došao i pitao nas, a šta vi njima radite? Neki mladi učesnici drugog projekta koji je paralelno tekao, došli su i pitali nas, a da nas obučite, da i mi tako privučemo njihovu pažnju. Šta smo mi radili? Mi smo njima samo posvetili dužnu pažnju, čitali smo im knjige, tražili smo njihova iskustva. Moj kolega koji je magistar na harmonici došao je i svirao im pjesme po njihovoj želji iz mladosti. Oni su ustali u skladu sa godinama i, kako bi rekla, đuskali su, cupkali su. Znači, to iskustvo iz 2018. godine apsolutno sam prepoznala u ovoj Barbarinoj knjizi i ono što bih ja na kraju rekla, da ne uzimam puno vremena, znači to je jedna posebna grupacija, osjetljiva grupacija koju mi negdje možda zaboravimo, pogotovo mlađi zaborave na njihove potrebe, osjećanja, ali kad pročitate ovu knjigu sve se to negdje ne mogu reći baš iz korijena, ali znatno se mijenja. Tako da Barbarina ljubav prema ljudima, prema svim ljudima, Barbarin opis ljudi koji su na zalasku životnog puta, znači koji odlaze, pun je ljubavi i pun je života. Pun je ljubavi i pun je života i sve ono što je Tone rekao za Barbaru i za njen odnos prema Banja Luci, apsolutno vrijedi i obrnuto. Znači svi u Barbaru u Banja Luci obožavaju. Barbara je u Banja Luci postala fenomen. Ne više osoba sa imenom i prezimenom, nego fenomen. Meni je neobično drago da su i moje ćerke kod Barbare slušale slovenački jezik i da su je upoznali. Prosto smo s Barbarom napravili jedan možda mali kavni krog, moje ćerke, moja sestra i njena ćerka i moji roditelji. Hvala, Biljana. Barbara, koliko let? Ja, seveda, kar dajte, Tone. Bi rad nekaj rekel. Kar se tiče tvoje knjige, bi sam rekel, da je zelo veliko oseb v obeh knjigah.
otroci, njihove družine, njihovi sorodniki, celi sistemi vzgoje, cel kolektiv in tako dalje. Tu si od vraga spretna. Jaz sicer se mi je zgodilo, ko sem prejkrat bral, da sem moral iti nazaj iskati, kdo je zdaj ta. Zato se zelo strinjam z gospo, da je treba všuso knjigo prebrati, pol pa je treba iti posamezne brati. In zdaj, ko grem jaz s tem starejšim ljudem, ko sem prej rekel, da hodim, ves čas imam v mislih tvojo knjigo, mislim, da je vaš dom nekje v Piranu ali nekje ob domu, ob morju, ja, mi smo tam pod Uršlo, pa primerjam, ne, ampak seveda ljudje smo povsod ljudje, pa se pač podobno obnašamo. Bi verjel, kaj zdaj vem, ampak sem že prej sam slutil, pa me je tvoja knjiga sam potrdila. Jaz tam želim, da bi nastopalo čim več teh starih ljudi, ki so tam, ki so že sposobni. Imajo pevski zbor, jih nekdo vadi in ko rečemo, bomo imeli srečanje, jaz prosim, katere pesmi naj probajo za pet, ki bi pasale to, kar bomo delali. Ko pridem tja, imajo ene šale, pa bluze so uniformirane. Vse so bile pri frizerju. Vse so tako zrihtane, kot da imajo v operi koncert. Prvo. In enkrat, jaz doma neke prizorčke za njih napišem, pol pa mi tam glumimo, ker sem jaz bil v gledališču, ne samo beremo. In sem poklical direktorco, da bi prišel že prejšnji večer, naj mi nekje zrihta eno sobo, po možnosti, da bi bil rad sam, da ne bi razočaral stare gospe. In da bi tam prespal, drug dopoldan bomo še imeli generalko, pa bojo nastopile. Pa sem nekaj reči napisal in je rekla, po večerji sem rekel, bom prišel. Pa je rekla, o 7:30 je potem konec večerje pa vsega, ampak ta dan imamo družabni ples. In pridite že ob 6, da boste videli, kako to zgleda, tudi tisti z vozički so na plesu. Pa sem rekel, ne, jaz sem bil učitelj, po pravici povedano, iz šole sem šel zaradi 8. marca, ko sem moral vsemi temi babami plesati. Ne maram plesa, ne znam plesati, moja žena je bila folklorna plesalka, je morala, zaradi mene je vse pustila in tudi nisem prišel. Sem pa prišel, mogoče 10 pred 7:30, nikjer ni bilo nikogar, tudi receptorke ne, in sem čul, da je notri muzika in da plešajo. Pol pa je muzika nehala in so najbrž mislili, da bom se jaz prišel pokazati. Jaz sem pa v recepciji sedel, nisem vedel, bo že prišel kdo po mene. In tako malo dolgo čakam, pomislite, pol, ker niso vedeli, kaj bi, so začeli peti. In sem 20 minut poslušal te stare ljudi, ki so nekaj, sem si mislil, kje bi jaz v Mariboru v enem bloku zvečer sploh slišal kako skupino ljudi, ki bi pela, kaj šele stare ljudi. Potem sem že videl, pa sem se šel pokazati in smo imeli vaje s temi ženskami, pa 1, 2 moška. Povsod so aktivne ženske. Jaz nimam nič proti, da je tu večino odličnih pisatelj ženske, da imamo predsednic, koliko češ. Ne, super, nimam nič tega moškega šovinizma. Razen me muči eno vprašanje, kje so slovenski detci? Kje so slovenski detci? Nikjer jih pravzaprav ni več, imajo ženske skoraj vse v rokah. Tudi na knjižnih sejmih in pogovorih je vedno Carmen, nikoli pa San Jose. No, in smo imeli vaje, poslušajte, zvečer je bila ura 10:30, sem rekel, punce, mene bo ravnateljica, ne, pojdite spat. Ne, še enkrat. Jaz takega veselja, da je lahko nastopila, da so ji ploskali, da je tudi ona nekaj. Ni v pravem teatru nič manjši, kot je bil pri teh ženskah. In zdaj, če te že vsi hvalimo, ne, te bom jaz ponovno, si s to knjigo, kdor jo bo pač prebral, čeprav čujem, da ne bere toliko Slovencev, ko bi radi, si naredila korak tej generaciji pa k ljudem, ki mislimo, da so že malo za odpis. Niso za odpis, še ko umrejo. En slovenski pregovor pravi, človek umre 2-krat. Enkrat, ko mu neha biti srce in ko se mu zadnjič sliši njegovo ime. In ti si vse naredila, da so nekatere osebe, ki jih ni več, tu med nami. In mi ni nič nerodno, da te tako hvalim.
Tone, hvala. No, ampak, če je imela Barbara v Banja Luki od 5-letnikov do 85, imamo pa tu še eno knjigo, ki jo je Tone že omenil, od 7 do 97. To so številke let, vsaj 2, vmes pa še kar nekaj likov, kar veliko likov, ki so na nek način zelo povezani s kavnim krogom. Kar nekaj je, dvojčici sta sicer umrli, ne, iz kavnega kroga, nekateri so odšli, nekateri pa pravzaprav spoznamo ozadje njihovih življenj. To se pravi življenj, ki so v kavnem krogu se na nek način razprli, zdaj njihove potomce, sorodnike na nek način spoznavamo skozi te druge zgodbe. In gospod Tone je že omenil Jana. Jan je en izjemen 7-letnik, ki je star 7 let in lahko počne, kar želi. A je tako, ne? Tako ga pač Barbara opiše. No, ampak Jan, kot je že rekel Tone, je imel eno zelo, zelo težko izkušnjo v družini. On točno ve, kaj lahko naredi nož mamici oziroma strani očeta, zato jo ima zdaj rezervno mamo, kot je povedal. Ta mama je Maja in ta mama je izjemna, ampak je tudi zelo izgubljena na nek način. Ma pa ta Jan srečo, da ima izjemno učiteljico, ki je ime Andreja. In ta Andreja pravi takole. Psihiatrinja je omenjala tablete, Andreja pa misli, da se da pomagati tudi drugače. Morda s terapijo z umetnostjo. Jan lepo riše, tudi poje rad in pri plesu vedno sodeluje. Le sedeti ne more pri miru in vsak hrup v razredu ga zmoti, ko le ne bi Alja tolikokrat kričala. Alja je razvajena, ko išče pozornost, kriči. Kriči, če ne najde svinčnika, če se Eva premakne preblizu nje in se jo dotakne s komolcem, če ne pride Andreja k njej takoj, ko jo pokliče. Jan pa ni razvajen, morajo mu pomagati, a o tem bo razmišljala jutri. Danes ne, danes je njen rojstni dan, stara je 27 let. To je ta Andreja. No, s to drugo knjigo spet nadaljuješ to razpiranje te človečnosti na nek način, ne? Še vedno imamo tu tudi starostnike, ampak premikaš se v sfero šolstva, razreda, videti otroka v njegovem bistvu, ne to, kaj počne, ne to, kar njegova dejanja, pa kaj je za tem. Ta fantek je čudovit, ampak on mora nekako umiriti tega svojega zmaja, ki so ga starši v resnici na nek način, starši, ki niso bili znali biti starši, v njega na nek način, v njega zbudili. Odkot pa tu, ne, ta pot med te usode? Torej, ta naslov, ja, od 7 do 97. 7 je Jan, 97 je Marija, ki smo jo spoznali že v kavnem krogu in je zdaj dementna. In vsak pravi, lahko delam, kar hočem. Guba buba je to, ne? To je ta guba buba. Ja, vsak lahko dela, kar hoče in Jan se mora vseeno naučiti nekih pravil življenja, odnosov. In bistvo, kar te dve knjigi povezuje, jaz sem celo mislila, da bom bolj ostala v drugi knjigi v domu, pa sem se bolj premaknila v šolo, ker ravno šolski prostor se mi zdi tako zelo bistven in tako preveč storilnostno usmerjen. Ker če mi samo gledamo in že v prvem razredu, v prvem sestanku povemo, da imamo odlične rezultate na NPZ-jih in kako mi hitro naučimo otroke brati, nismo za te otroke naredili dovolj. Lahko smo jim podelili petke. V ljubljanskih šolah so kar veliki pritiski na vse te dobre ocene, ampak otrok, ki nima petk, ima lahko marsikaj drugega. In tukaj Tone je tako lepo izpostavil glasbo, torej kako pojejo v domu, izpostavil je ples, izpostavil je branje, izpostavil je pogovor. In jaz sem prepričana, da v šolskem sistemu bi moralo biti ravno za te stvari veliko več prostora. Tukaj med nami sedi učiteljica, ki mi je lepo rekla, mi se vsako jutro zberemo v krogu, mi imamo vsako jutro pravljico. In je rekla, jaz otroke peljem na predstave, ne glede na to, a je to določeno, da bomo imeli toliko kulturnih dni, ali je to za nas nekaj dodatnega. Torej tukaj poskušam s to drugo knjigo zelo poudariti,
da če smo mi samo storilnostno usmerjeni in res gledamo, a bo petka ali ne bo, koliko točk in tako, nismo dali, ne vidimo otroka, kaj lahko še. In to Andrejo izpostavljam in večkrat napišem, Andreja pa pravi, mi veliko pojemo, mi veliko plešemo, mi imamo veliko pravljic in mi hodimo ven, gibanje. Otroci potrebujejo gibanje. In potem se pokaže pri Janu, kdo mu lahko tudi pomaga. Pomaga mu Andreja, ker ga vidi, ker začuti, kdaj bo njemu preveč, kdaj bo eksplodiral. In potem ga odpelje, kam ga odpelje? V knjižnico. Šolska knjižnica je lahko in knjižničar je, moški je. Marcel je moški, tako kot je Tone rekel, tudi to potrebujemo. In knjižničar je tisti, ki mu je jasno, kaj lahko naredi. In ko ni knjižničarja, kam ga odpelje? K hišniku, k Tonetu ga odpelje, ki grabi listje. In skupaj s Tonetom grabi ta listje. In Jan je srečen, on je zadovoljen, dobil je pohvalo. V razredu pa on 45 minut, toliko ur ne more sedeti. In 9-letka je obljubljala, da ne bo sedenja. To se ni zgodilo, žal. Tukaj je pa pojasnilo, da vendar, če se sistemu ni zgodilo, lahko ena taka učiteljica nekaj naredi, ampak dovolj je samo, da vidi. In ta povezava teh dveh knjig je predvsem v tem, videti človeka in tudi prek umetnosti smo lahko neko empatijo vzpostavimo, odnose in dati dovolj gibanja, dati eno možnost, da nekdo zaživi. In ravno ta odnos med hišnikom Tonetom in Janom, pa tudi med knjižničarjem Marcelom in Janom in tudi Andrejo in tako naprej, ima še eno veliko dodano vrednost. Tonetu je fino zvečer. Marcel je vesel, ker ugotovi, da če bosta z Janom risala zmaja, ki ga bosta skupaj ukrotila, je on nekaj naredil v dnevu. To se pravi, dodana vrednost za oba v tem odnosu, a ne? To je vedno pri delu z ljudmi. To nikoli ni enosmerna komunikacija. Če to teče, kot recimo v Banja Luki je pač tudi, absolutno spet omenjamo Banja Luko, ker je drug način poučevanja. In tam ta pretok teče. Mene so ljudje spraševali, kako lahko učiš 12 ur v soboto. Torej 6 ur dopoldan, 6 ur popoldan. Zlahka. Ker je to tako, kot bi z vami sedela na kavi, bi se pogovarjala, bi se poslušali, bi se gledali, bi skupaj brali in bi o tem skupaj razmišljali. To se pravi, če teče pretok, je to nekaj najlepšega in je za vse strani izpolnjujoče. Je pa pomembno, da to delamo zato, ker si želimo, ne zato, ker moramo, ne? In zato pa ti si odlična učiteljica, ker se ti vidi, ne? Ker to živiš in zato Tone nima slabe vesti, da te tako hvali. Tone, nekaj vas matra, ne? Nekaj boste še... Ja, mogoče za zaključek, pa potem moramo končati. Tebi je očitno številka 7, je 17 črtic. Naslov je od 7 do 97. Naslovi črtic, poslušajte, je 7 let, 57, 59, torej same številke, ko sem jaz najprej kazalo odprl, sem mislil, da je neka kronika ali kaj. Drugi pa rad se zdaj pred vami považal, kaj vse vem, o Banja Luki moram nekaj povedati. Ampak hitro to nekaj se moramo umakniti. Ja, takoj bom. Mi Ivan Rob, veste, ta satirik slovenski, je išlo zbrano delo in je notri tudi ena pesem z naslovom Banja Luka, spodaj pa je fusnota, kjer pojasnjuje zakaj. V 30 letih, ko je rasel fašizem, nacizem že v Nemčiji, so nekateri pametni ljudje v Jugoslaviji, kraljevini ugotovili, da ni dobro, če je glavno mesto blizu meje. Da okupator je lahko, tako najboljši je bil, da bi bil v sredini države. In kakor so to naše zmerili tam nekje pri Slivni, ali kaj imamo središče Slovenije, so izbrali Banja Luko. In so rekli, Banja Luka bi bila primerna, bi se dala obramba organizirati in imeli bi enako daleč. Je to bilo v nekaj časopisih.
in v Mariboru, česar se potem Ivan Rob v satirični pesmi dela norca, to, kar pa jaz govorim, pa je spodaj pojasnilo. Jože Babič, ki je takrat živel v Mariboru, pa mi je to rekel, da se Ata pelal v Banja Luko gledat, da bi tam tržil, je bil mizar. In so mariborski trgovci zapirali svoje hale in so že pohištva, čevlje vozili v Banja Luko, da bo tam nadaljne središče, pol pa ni bilo nič z tega. Hočem reči, bila je ena ideja, da bi bila vaša Banja Luka metropola stare države. To ne je enciklopedija zgodb in vsega na dveh nogah. Ja, in to ne bere, ne? To je bistveno. Če beremo, pač se veste, nas ne bo pobralo ali pa karkoli že. Predvsem imamo pa kaj zapovedati potem. No in beremo lahko seveda to vrstne knjige, seveda ne na enake, ampak na podoben način. Je še ena, in sicer španske, samo da jo omenimo, ja, španske avtorice Marije Barbal, Tandem. Verjetno vam že naslov kar nekaj pove, no, zakaj gre, ti si delala samo nekaj tako besed. Ker smo kar dolgi, to pomeni tandem, najdemo lahko nekoga kadarkoli. Kadarkoli se lahko z nekom povežemo, nikoli ni prepozno, tako da kot tukaj v domu za starostnike ni prepozno, da srečamo najboljšo prijateljico. Meni je ena gospa to rekla. Je rekla, a veste, da sem jaz tukaj srečala svojo najboljšo prijateljico, nikoli v življenju je nisem imela take. In tukaj tandem tudi neka zgodba dveh ljudi, ki se srečata, iščeta te odnose. In mogoče s tem le zaključim, ko je to ne bral tale leta, ja, odločila sem se za naslove po letih in eno rdečo nit tem letom sem pa hotela dati s tem, da prav v vseh obdobjih, ne glede na to, koliko smo stari, rabimo nekoga, nam dobro dene, da nas nekdo vidi, da nas nekdo posluša, da je nekdo z nami. In v vsakem obdobju je ta potreba drugačna. Morda samo še to, in če tudi ni vedno srečen konec, ne, Slovenci, Srbi imate radi srečne konce, se mi zdi malce drugače kot Slovenci, pa tudi Slovenci imamo radi to, ne. Se jasno. No, ampak recimo, kaj sploh pomeni srečni konec, včasih tudi ljudje ne ostanejo skupaj, ampak so pa v procesu skupaj, so pa na poti skupaj in včasih je pot veliko več in tu notri je en kup enih poti, saj ni pomembno, kam grejo. So poti, ki so skupne, je neka človečnost in v Kavnem krogu in od 7 do 97 in v Skafu, tako da res iskrena hvala tudi vam, gospa Biljana Babič, da ste se lotili z vso to vnemo. Tone, hvala, da ste se pripeljali iz Maribora in tako pohvalili Barbaro, da meni ni bilo treba tako na glas hvala govoriti. Barbara, svit ploska. Svit ploska, bravo! Evo, on že ve, zakaj gre. On že ve, zakaj gre. In Barbara, hvala tebi, ampak zdaj pa te moram samo še zadnji. A tretja prihaja? Ne vem. A ne? Ne, iskren odgovor je ne vem, ja. Dobro. Zagotovo prihaja pa še veliko otroških knjig, tako da če bo kdo tukaj na sejmu v nedeljo ob 3, je pa Luka lovi, Marko miži. Otroške, 40 zgodbic otroških poslušamo, tako da to zagotovo prihaja. Zdaj pa še gremo, da še kaj poklepetamo. Tako, tega druženja seveda še ni konec, tam direktno po diagonali imamo, ne boste verjeli, oder mladih. In na odru mladih se srečamo lahko še zdaj z vsemi 3 avtorji, lahko podpišejo, seveda lahko se še pogovorite, tudi tam bo kava, ker zdaj se moramo pa umakniti, ker sledi nov dogodek. Res srčna hvala, da ste se ustavili takole in berite, pite dobro kavo in imejte drug drugega radi. Hvala lepa. In vabljeni čez, da se kaj poklepetamo. Bodo tudi piškotki, da bo sladko klepet.